Leta 2013 smo začeli graditi našo vinsko klet, od katere praktično živimo. In končana naj bi bila leta 2015. Bila je zelo velika investicija in je krepko presegala naše zmožnosti. 600 000 evrov. Za to investicijo smo se javili na evropska sredstva in dobili odobreno 1/3 sredstev. Kar pomeni, da 200 000 evrov dobimo od Evropske skupnosti, od države, 400 pa naj bi prispevali sami. Delno smo se zavestno odločili, da vzamemo kredit, dolgoročen. Delno smo imeli pokrit z lastnimi sredstvi, ker smo prodali nekaj nepremičnin, precej lesa iz gozda. Se je pa zgodilo, da je leta 2015 v mesecu juliju, 30. julij je bil rok za razpis, nismo uspeli zaključiti gradnje. Izvajalci so precej zavlekli svoja dela in se je zgodilo, da nismo mogli v pravem času dobiti uporabno dovoljenje, ker le po uporabnem dovoljenju bi lahko zaprosili za ta sredstva. Prej pa smo seveda mogli vse sami zinvestirati, kar pomeni, da smo si ogromno denarja sposodili, da smo lahko sploh zaključili ta projekt. In ker prav čas ni bil zaključen, je sledilo, da ne dobimo evropskih sredstev. Kar pa pomeni, da bi našo hišo prodali, ker naša kmetija takrat ni bila vredna niti polovico vrednosti investicije. In prav tukaj, v tem prostoru, v naši vinoteki, sem naredil dogovor z Jezusom. Rekel sem mu, prosim ne pustiti, da zaradi mojih idej uničim celo družino, celo našo hišo. Sem rekel, jaz bom evangeliziral v tej kleti, jaz bom govoril o tebi, Jezus, ti mi pa pomagi, da rešimo to situacijo. Ženo sva v 2 zakonskih skupinah in obe zakonski skupini sta za nas molili 9-dnevnico k svetemu Jožefu. In zadnji dan pred rokom, ko bi mogli zaključiti, pa nismo, je prišel mail, da razpis potegnejo še za 2 meseca. In mi smo bili toliko srečni, toliko hvaležni. Evo, molitev je bila uslišana, svet Jožef nam je pomagal. Mi smo delali cele dni, zraven molili in delali, ampak po 2 mesecih nismo zaključili. Nismo še dobili uporabnega dovoljenja. In mi smo spet molili. Obe zakonski skupini in še drugi ljudje so za nas molili 9-dnevnico k svetemu Jožefu. In zadnji dan pred koncem tega roka si je prišel spet mail iz Agencije za kmetijske trge, da podaljšujejo še do konca leta. In takrat nam je uspel. In jaz se držim tega dogovora. Vsakmu, ki pride v našo klet, govorimo o Jezusu. Hočemo povedati, da smo mi kristjani in da nam je to velika vrednota in da je Jezus moj odrešenik. Zato želim tudi vam. Verjamte v Božjo pomoč, proste svetega Jožefa za pomoč, proste Jezusa. Pa lep adventen čas.